To je torkovo druženje, Sandi sem z vami, jutranji Casey Show pa prinaša tudi torkovo rubriko VIP jutro in danes bo del prvega torkovega VIP jutra oseba, ki jo poznamo vsi, tudi čez lužo, osebno celo ameriška prva dama Melania. Z nami je domačin, verjetno najbolj uspešen podjetnik v Sloveniji, Ivo Boscarol. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Pozdravljene poslušalke in poslušalci Radia Robin. Ja, hvala, ker ste z nami. Mimogrede, imate kakšno jutranjo rutino? Ne, to ne pridem vsak dan na Radio Robin. To je res? Bolj izjema. Drugač pa ja. Vstajam tam nekje po 4. uri, malo pogledam maile, takrat imam še glavo zelo čisto, pa naredim kakšne bolj zahtevne stvari, ki si pustim iz prejšnjega dne. In pol tako, navadno tam okrog 7. ure grem pogledati malo do pisarne, pol če imam za iti v Ljubljano, grem v Ljubljano, tako na jutra niso kakšna, bom rekel, posebna moja specialnost, je pa res, da so navadno zelo delovna. Aha, kdaj se pri vas zaključi dan, recimo začne se okoli 4? Okrog 2. Zjutraj? Ja, saj je splošno znano, da ne spim dolgo. 2 uri? Ja, saj škoda časa, veste, Ja, vse, kar ampak človek prespi, kaj je pa škoda zdravje? časa. Ja, pa vem, koliko to vpliva na zdravje. Zaenkrat me še ni pobralo. No, No, tako. hvala Bogu, držimo pesti, da tako ostane. Ste se mogoče kdaj s svojim letalom, Pipistrelovim, seveda zapeljali čez Vipavsko dolino ob jutranji zarji, kot radi rečemo? Ja, seveda, to, kar sem jaz počel, izdeloval in tudi letel, ima svoje omejitve, ne? Se leti lahko pri dnevni svetlobi, tako da nisem letel prav po tisti hudi jutranji zarji, ampak ja, veliko jutr sem preletel, oziroma sem bil v zraku, ker sem na začetku, seveda, ali pa dolga leta bil edini, ki je vsa letala tudi testiral, ne? Več kot 2000 letal sem jaz prvi testiral, sem se prvi usedel na njih, ko so prišla iz proizvodnje, in če je bilo vreme pravo, sem to največkrat naredil že pred službo, tako da so lahko potem še kaj poservisirali, če je bilo treba kaj nastaviti in tako naprej. Zelo lepo. No, jutra v centru Ljubljane, v BTC-ju pa bodo kmalu lahko bolj živahna prav po vaši zaslugi. Potem, ko je legendarni Kolosej zaprl svoja vrata, ste poskrbeli, da bo ta znamenito živela naprej in jo preimenovali v Odisejo. Zdaj je to več kot kino, koncertno prizorišče in 10. septembra ga tudi odpirate s posebnim koncertom, odpira ga Jan Plestenjak, je tako? Tako, to bo prvi otvoritveni velik koncert, drugač sam kompleks je zaživel že konec junija. Nismo imeli kakšne velike otvoritve, tako da smo hoteli videti, kako funkcionira. To je nenazadnje zelo velik kompleks, 2 hektarja, 20.000 kvadratnih metrov, neki smo jih prenovili in smo hoteli videti, ali so kakšne tehnične težave, pa nenazadnje tudi ekipa, da se počasi upelje, in to je krasen poletni čas tudi, da vidimo, kako deluje klima in vse te stvari. V glavnem smo v tem času imeli več ali manj kino, pa nekaj tudi drugih dejavnosti. Drugač pa ja, že sedaj kompleks začne oziroma odpre svoja vrata ob 7. uri zjutraj. Namreč mi smo ob robju BTC-ja, kjer je zaposlenih ogromno ljudi. Velika večina tega so ženske, ki rade pridejo urejene v službo, zato imamo tako imenovano fenirnico. To je zdaj nov trend v frizerstvu, da pridejo gospe, gospodične pred službo se urediti na hitro frizurco, da pridejo potem lepe v službo, lepe v trgovino in tako naprej. Imamo frizerja, potem seveda takoj začne McDonald's, pa pizzerija, zjutraj so kongresi, razni dogodki, tudi plesne šole, bifeje imamo seveda odprte, potem čez dan se dogaja milijon nekih stvari, od otroškega varstva do delavnic za otroke, zvečer potem pridejo seveda filmski čas, pa tudi koncerti. Razne tudi take prireditve, kot bo sedaj jutri izbor za Miss Universe Slovenije. Kar ste pa prej omenil, Jan Plestenjak, ja, to bo pa veliki otvoritveni koncert, ki nam bo dal tudi potem
tisto potrditev, ali je koncertno prizorišče tako, kot smo si ga zastavili, ker je res drugače od vseh v Sloveniji, pa tudi širše. Ima namreč oder na sredini med vipom in pa parterjem, tako da je pomaknjen bolj med ljudi in bo tudi za Jana verjetno nova izkušnja, čeprav je preizkusil praktično vse odre po Sloveniji, ampak kontakt med obiskovalci oziroma poslušalci in nastopajočimi bo prav poseben in 10. septembra se veselimo, da bomo potem ta veliki šov odprli z njim. Jan Plestenjak je znan, da je kot nek komplikator, ne? A je bilo to namenoma, da bo on skritiziral oder ali pa ga pohvalil? Glejte, toliko koncertov, kot ima on za seboj, jih nima ravno vsak. Ne? Absolutno. Tudi toliko ljudi, kot pride na njegove koncerte in to stalno, se ne more vsak s tem pohvaliti. In rezultat tega je seveda, da je Jan zelo tudi do sebe neizprosen, ima izredno visoke standarde in to potem znajo poslušalke in poslušalci ceniti. In jaz ne bi rekel, da je komplikator, ampak da je zahteven do prizorišča, do ekipe, do tehnike in tudi sam do sebe. On nikdar ne pride nepripravljen na koncert. On točno ve, kakšne poslušalce pričakuje in tudi kaj jim mora nuditi, da bodo zadovoljni. On se zaveda, da kupec je kralj, v tem primeru so to poslušalci in zaradi tega je tudi uspešen. Že ko smo projektirali Odisejo, sva sodelovala in mi je dal kar nekaj dobrih nasvetov in sem prepričan, da tudi po koncertu bomo dobili marsikatero sugestijo. Jaz bom vesel tudi, če bo kakšna kritika, zato da bomo potem lahko še boljši za naslednje koncerte. Odlično. No, naša novinarka Vanja Trkman ima za vas eno vprašanje. Zdaj, je taka gužva na cestice, ne? Če že imate tako dvorano v Odiseji, bi lahko eno prenesli v Ajdovščino? Ja, to fizično sicer bolj težko, ne? Vem pa, da Ajdovščina potrebuje kaj takega, mogoče eno mini Odisejo, tako kot se Ajdovščina sedaj hitro širi, ne? Tako da je zdaj že, če se malo pohecam, Gorica postala predmestje Ajdovščine, ne? Moramo res se potruditi, da bomo na vseh področjih nudili tisto, kar seveda Ajdovci potrebujejo, pa vsi tisti, ki dnevno prihajajo v Ajdovščino za širitev Ajdovščine. In tak kongresno turistični zabavni center sigurno prejaslej bo pomemben kulturni center in jaz mislim, da ima občina tukaj tudi že kar konkretne plane, kje in kdaj naj bi se zgodil. Ivo, po dolgih 8 letih se Slovenija po vaši zaslugi vrača na svetovni oder lepotnih tekmovanj. Prvič po letu 2017 se bodo slovenska dekleta znova lahko potegovala za krono Miss Universe Slovenije. Saj vaše podjetje Boscarol odkupilo licenco za ta znameniti izbor. Kako to? Zakaj takšna odločitev, da ste se odločili za to biznis področje oziroma show biznis? Ja, Odiseja je dejansko vesolje vsebin. Razne vsebine so v Odiseji. Težko bi se odločil za katero, ki ne spada tja ali pa je ne bo. Je na malo drugačnem nivoju, da ne bom rekel višjem nivoju, kot so druga prizorišča. In zaradi tega seveda smo tudi se odločili, da bomo imeli kakšne ekskluzivne stvari. Prvo stvar, kar smo naredili, smo odkupili licenco za profesor Baltazarja, ne vem, če se spomnite, risank. Evo, no. Mi imamo sedaj v Odiseji tudi njegove laboratorije, otroci lahko pridejo in delajo eksperimente in tako naprej, to je vse vodeno tudi. Druga stvar pa smo rekli, gremo tudi malo na ta bolj mehak nivo, ne? In ko se je pokazala prilika, da bi lahko v Slovenijo pripeljali nazaj spet Miss Universe. Miss Universe je namreč zelo prestižno tekmovanje, za razliko od veliko drugih. Smo pogledali, kakšni so
pogoji niso enostavni, ampak smo se odločili, da kupimo to licenco in da bomo Sloveniji dali en tak miks lepote in tudi glamurja, ki ga prinaša izbor Miss Universe. Miss Universe namreč ne izbira žensk samo po lepoti, ampak po ženski, kot jo predstavlja kot ženstvenost in pa tudi vse prednosti, ki jih ženska ima. Zato nima takih omejitev, kot imajo druga tekmovanja, da mora biti, ne vem, omejena starost navzgor, pa ne sme biti mati in tako naprej. Ampak je praktično na tem tekmovanju dovoljeno vse, razen to, da mora biti stara 18 let in da je bila rojena kot moški. To danes namreč je treba vedeti, ne, v današnjih časih, ne se smejati, kar neki strani pogodbe je temu posvetenih, kako je treba pač biti previden pri tem. Ni omejitve materinstva, torej je lahko mati. Mi imamo letos 2 tekmovalki, ki sta že mamici. Ni omejitve navzgor, tako da jaz sem upal letos, da bomo celo imeli mamico in hčerko, ampak morda bomo pa imeli to drugo leto, no? Ni nam uspelo letos. Skratka, ni samo postava tista, ki je pomembna, ampak kako samozavestna je, kako se počuti v ženski koži in pa seveda, kako je komunikativna, ker zmagovalka bo novembra zastopala našo butično Slovenijo na Tajskem in zato mora biti naš ambasador. Tako ne samo kar se lepote tiče, ampak seveda tudi kot predstavnik cele Slovenije. In mogoče bo to ena izmed 8 primork, kar 8 finalistk prihaja z primorskega konca, prav tudi iz naših severnoprimorskih koncev, med njimi je recimo Monika Čavlović iz Nove Gorice, Kristina Trampuš iz Nove Gorice, Hanna Klaut iz Šempetra pri Gorici, potem imamo Špelo Arnol iz Ajdovščine, Anja Rijavec Cola, Anja Oberdank iz Šempasa, pa še 2 z Obale, Katalina Simonič iz Kopra in Valentina Vatovci iz Kopra. Upam, da sem jih prav naglasil. Ja, Vatovci, ja. Vatovci, se opravičujem. A ste imeli kaj vmes prstov, ne glede na to, da ste z naših koncev, da so mogoče imele kakšno prednost? To ni bila prednost, moram pa reči, da glede na to, da smo imeli praktično izredno kratek čas za se odločiti za pridobitev licence, za narediti izbor osnovnih tekmovalk in pripraviti vse za seveda jutrišnji dan. Ni bilo pričakovano, da bomo imeli tako dobre kandidatke, ampak jih imamo res in tudi ni bilo enostavno se odločiti, katerih 15 bo finalistk. Tako da smo se držali kriterijev po pogodbi, obljubim. Prvi izbor namreč naredijo člani nosilca licence. Tudi drugi izbor izmed 15 finalistk v 10 superfinalistk izberejo člani nosilca licence, medtem ko na samem tekmovanju jutri izmed superfinalistk zmagovalko, 2 spremljevalki in potem imamo še Miss Odiseje, izbere pa žirija, ki je letos tako zastavljena. Hoteli smo dati namreč kredibilnost temu tekmovanju. Ko smo se pogovarjali, ali bi šli v to ali ne, in smo se pogovarjali tudi z dekleti, ki so šla, bom rekel, skozi kakšna druga tekmovanja, so v glavnem rekla, da so se razvodenela, ker so že nekatera vedela 2 meseca prej, kdo bo zmagala in tako naprej, da so žirantje bili v glavnem sponzorji in smo rekli, ne, mi se v to ne gremo, ampak bomo kredibilno izbirali zmagovalko. Zato sem pač poklical en par znancev, od Boruta Pahorja do Ceneta Prevca, do Tanje Ribič, do Tomaža iz Zemona in tako naprej, da imam kredibilno žirijo in sem prepričan, da ne glede od kje so,
Čeprav je kar nekaj, oziroma polovica finalistk Primork, bo zmagala tista, ki bo si to zaslužila in bo tudi potem dobro zastopala Slovenijo. Odlično. Kakšna je za vas lepa ženska? Veste, lepota, oziroma soditi lepoto ni enostavno, ne. Zlasti, ker kriteriji niso tako merljivi, kot so recimo pri kruhu, če ga kupimo na kilo, ne. Je zelo težko postaviti kriterije in kriterije postavljamo vedno ljudje, ne. Ampak pri lepoti, tudi umetnosti in tako naprej so vedno subjektivni. Tako da jaz bom rekel tako, da imam morda eno profesionalno deformacijo. Jaz sem bil 10 let fotograf, 10 zelo lepih let mojega življenja sem bil fotograf in sem ženske gledal večinoma skozi objektiv. Tako da mi je pomembna tudi postava, tudi lepota, tudi obraz. Vendar tukaj, oziroma tudi zame je pomembno, da se imaš s to žensko kaj pogovarjati, da je zanimiva, da je tudi samozavestna, da ima svoj jaz, to se pravi, nisem ravno človek, ki bi ga zanimale bamboljce in bi delali to, kar bi si jaz želel. Ampak hočem žensko z močnim karakterjem, ker drugače mi je ob ženski dolgčas. No, tako, evo, in v nadaljevanju pa imam za vas en hiter kviz, s katerim bomo mogoče dobili za vas sanjsko žensko. Omenim dve, vi pa izberete eno in potem gremo tako naprej. Ste pripravljeni? V redu. Gremo se igrati. Lorela Flego, Severina. Lorela. Lorela Flego, Nina Pušlar. Lorela. Lorela Flego, Melania Trump. Lorela. Lorela Flego, Taylor Swift. Tudi. Lorela Flego, Laura Pausini. Tudi. Lorela Flego, Ines Erbus. Tudi Lorela. Lorela, Monika Bellucci. Tudi Lorela. Lorela in Miša Molk. Tudi Lorela. Torej je vašim kriterijem najbližje Lorela Flego. Tako. Dobili smo mis. Iva to mis tukaj na Robinu. Mali igra tudi to, da je mogoče Primorka? Ne, ampak je tip ženske, ki mi je bližje od drugih, ki ste jih naštevali. Tako. Če bi bila z mesta Burje, pa bi imela še dodatne plus točke, je tako? Vprašanje. In v studiu mi dela družbo prvi torkov VIP gost Ivo Boscarol. Gospod Ivo, včeraj se je začelo novo šolsko leto. Kako se vi spominjate svojih osnovnošolskih let? Ste bili pridni v šoli? Ja, nisem bil ravno priden, oziroma bil sem drugačen, tako kot celo življenje. Jaz sem se v šoli, v glavnem v srednji šoli oziroma tudi v osnovni šoli, sem se zelo veliko dolgočasil, ker sem, bil tak bolj nemirni duh. Jaz ne bom nikdar pozabil moje uboge pokojne mame, namreč ona je hodila na roditeljske sestanke, ker tate je bil Italijan, ni znal slovensko, ne. In sem točno vedel, boga ženska, ko bo prišla skozi vrata, kaj bo tisti prvi stavek, ki ga bo rekla, ne, in to je pač, zdaj se komaj zavedam, kako je bilo hudo, ne, ampak vedno je rekla, zakaj ne moreš biti tak, kot so vsi drugi, ne? In danes, oziroma kasneje sem to dejansko videl, da ni enostavno biti v Sloveniji drugačen, ne? Zlasti, če si postaviš, bom rekel, cilje uspeha visoko, potem imaš kakšno težavo. In take težave sem imel tudi v osnovni šoli, tudi kasneje v srednji šoli. Torej ste že takrat kazali neko podjetniško žilico? Ne samo podjetniško žilico, razmišljati drugače kot drugi, ne hoditi po poti, ampak utirati svojo pot, poskušati delati tisto, kar morda drugim ne uspe, ne se ozirati, kaj si o tem mislijo, ne. To niso ravno, bom rekel, standardni kriteriji slovenski, ne. Jaz sem bil leta 2015, mislim, slovenski Bob leta, ne, to je revija Večer, Večer, ja. Ja, izbira najbolj neumno izjavo leta, ne, ali kakorkoli.
in sem rekel, da Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne. In danes po 10 letih to še vedno velja in mislim, da čez 500 let bo za Slovence še vedno enako veljalo. Ne. Smo pač taki, da si ne priznamo, da smo dobri. Ne? In zato tudi sosedom drugim ne priznamo, da so dobri, če so naši. Ne? Ampak če so tujci, je to lahko malo lažje. Ne znamo se poistovetiti z našimi junaki, z našimi, bom rekel, uspehi. Poglejte, saj Slovenija je praktično edina država, oziroma Slovenci smo edini, ki nimamo v zgodovini realnega junaka iz mesa in kosti. Vsi naši junaki so pravlična bitja. Kralj Matjaž, Martin Krpan, Peter Klep, vse, to je vse imaginarno. Ne? In zakaj? Zaradi tega, ker si ga ne znamo izbrati na način, da bi bili na njega ponosni. Jaz sem bil zelo dosti po svetu in so države, kjer so ljudje ponosni na vse, karkoli kdo naredi. Ne? Jaz vedno rečem, da recimo Francozi so Napoleoni od prvega do zadnjega. Ne? Tam, če nekdo nekaj naredi, oni so naredili. Ne? Tudi ko smo mi zmagali v Ameriki, pa ste na nasilnem tekmovanju, ne, smo premagali praktično ves svet, so Francozi napisali v najbolj znano letalsko revijo, Evropejci premagali Američane. Ne? Mislim, to mi ne znamo, ne? Tako da to nam malo manjka, drugače imamo pa druge prednosti. No. Srečate mogoče koga od sošolcev, ne vem, kako gledajo na vas po toliko letih? Enako, mislim, upam, no, da gledajo. Jaz se namreč nisem prav kaj dosti spremenil, še vedno grem na vse obletnice, mature, če se le da, mi smo bili krasna generacija, mi imamo obletnice mature včasih tudi 2-3 na leto, tako da res se zelo dosti družimo in zaradi tega tudi ta stik ostal tak, ni da se vidimo po 20 letih in da pol se sprašuješ, koliko si se postaral, ne? Ampak če se vidiš parkrat na leto, imaš občutek, da si še vedno tam v šolskih klopeh. Gospod Ivo, ko je padla odločitev, da prodate vaše podjetje, ste občini Ajdovščina donirali 25 milijonov. Nedolgo nazaj je občina zaključila prvi projekt iz te donacije, ozelenitev občine. Milijon je šel za to, v planih je nov zdravstveni center. Kako ste zadovoljni z vsem tem, kar se dogaja? Ja, tako, če lahko rečem, tam kamor dam jaz roko, tam vedno povzročim tudi kakšno težavo. Ne? Ta ozelenitev je šla, bom rekel, še kar elegantno, skosno, brez kakšnih večjih težav, ampak posaditi 1700 dreves v eni tako majhni občini je tudi kar izziv, ne? Pa seveda zaščita vseh teh dreves pred burjo in tako, ampak mislim, da je sedaj že znano, da in se že vidi, da je občina bolj zelena, bolj cvetoča, ker smo poleg dreves seveda donirali tudi za grmovnice, cvetice in tako naprej. Jaz mislim, da si Ajdovci res zaslužimo lepo občino in tudi lepo zunanjost. Druga dva projekta, za katera sva donirala, sta seveda pa izredno zahtevna. Eden je to, kar ste omenil, zdravstveni dom, nov zdravstveni dom z lekarno, z heliodromom in z reševalnim helikopterjem. Tukaj je veliko stvari za narediti, no, ampak mislim, da jih je občina že več ali manj naredila. Treba je bilo pridobiti neka zemljišča, jih spremeniti tudi iz kmetijskega v zazidalne, treba je bilo uskladiti priletne ravnine zaradi helikopterja in tako. Tako da jaz mislim, da se bo zdaj zdravstveni dom začel kmalu graditi. Kar se pa tiče letalskega muzeja za ajdovsko letalsko zgodovino, severno od letališča, mislim, da so projekti tudi že zelo blizu in tudi vsebine znane. To je tisto, kar sem že prej malo omenil, da si Ajdovščina zasluži tudi kakšen tak center kongresni ali pa tudi, če bomo imeli tam te inkubatorje, če bomo imeli univerzo, razvojne centre in tako naprej, tudi za znanstvenike, ki bodo tam,
za simpozije, ki se bojo dogajali in tako naprej. Jaz mislim, da bo potreben tudi kakšen tak večnamenski prostor, ne točno tako velik kot je Odiseja, ampak nekaj podobnega, ker to bo nov center, ne, na poti v Lokavec. Tako da, ja, velika donacija je povzročila občini seveda tudi velike glavobole. Ne nazadnje, jaz sem to doniral v času izredno velike inflacije. Seveda pa ima občina omejitve upravljanja z denarjem, ne, ni tako, kot si bi lahko kdo mislil, tako da je imela kar nekaj izzivov, kako ohranjati vrednost tega denarja. Ne nazadnje je to vrednost občinskega proračuna letnega, kar sem jaz doniral, ne, in je bilo treba tudi delati rebalanse proračuna, ampak mislim, da je ekipa na občini prava, tudi župan gleda v prihodnost in bo ta donacija oziroma bojo te donacije dosegle tisto, za kar smo donirali, da bi čim več ljudi imelo nekaj od te donacije. Ker da je Pipistrel in končno tudi jaz, da smo uspeli, ni samo moja zasluga, je zasluga tudi ožje družbene skupnosti, občine Primorske in tako naprej, ampak tudi praktično vseh Slovencev, ker Pipistrel je dobil v 30 letih 6 milijonov nepovratnih sredstev in zaradi teh nepovratnih sredstev smo seveda mi bili tudi uspešni, smo zaposlovali, smo postali večji, veliki. In ko prije trenutek, da lahko družbi nekaj vrneš, je pošteno, da ji vrneš. Tako da smo pa, lahko rečem, tudi ena boljših investicij države v gospodarstvo, ker je dobila denar, ki ga je vložila v družbo, 5-kratno povrnen. Ja. No, pa greva sedaj še eno temo obdelati. V začetku leta ste vzbudili pozornost z obiskom inauguracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ste se jo tudi udeležili. A je treba že paziti, kako obleko daš nase, ko se udeležiš takega dogodka, ali lahko gvanti stemuja, če pač dobro zgleda? No, vsaki taki dogodki imajo seveda dress code, priporočen. Vendar moram reči, da so Američani, kar se tega tiče, bistveno, bolj fleksibilni, kot je pa kakšen Bližnji vzhod ali pa recimo ruske države ali pa tudi Kitajska. Zavedajo se, da je lepo, da si urejen, vendar da so človeški plusi, če lahko temu rečem, kje drugje, ne samo v obleki. Tako da mislim, da Američani najbolj tolerirajo oblačenje, bolj kot drugi deli sveta, kar se tiče poslovne obleke. No, lahko kmalu pričakujemo tudi obisk ameriškega para pri nas, Trump, Melania, glede na to, da se tudi poznate osebno z očetom Melanie Trump, ki živi trenutno v Ameriki. To je sicer moje res osebno mnenje. Jaz bom rekel tako, da v državo, ki je javno podprla protikandidata in se postavila na drugo stran, ne nazadnje tudi vsa medijska podpora je šla drugi strani, oziroma tudi z zelo grobimi, včasih žalitvami govorila o predsedniškem paru. Mislim, da ima marsikatera država prednost pred Slovenijo. Ne vem zakaj, ampak škoda je to, da smo si zapravili priložnost naklonjenosti predsedniškega para. Ne nazadnje ni veliko držav, nobene druge države ni na svetu, kjer bi za dvakratni mandat izhajala prva dama, ne. Vsi drugi bi naredili ogromno zgodbo iz tega in postavili državo na zemljevid sveta. Mi se pa seveda obnašamo tako, kot da se nas skoraj to ne tiče. Ne znamo iz tega potegniti prednosti,
kot jih ne znamo potegniti tudi iz marsičesa drugega. Ampak to je predolga zgodba, da bi jo tukaj. No. Če vam slučajno uspe Trumpa povabiti Slovenijo, se priporočamo, da ga pripeljete tudi v naš studio. Najlepša hvala za pogovor, čestitke za novo poslovno priložnost. Jutri ni zmaga najboljše, najlepše dekle, ki pa bo po vaši zaslugi Slovenijo, kot rečeno, zastopalo na svetovnem tekmovanju Miss Universe na Tajskem letos novembra. Hvala lepa in uspešno. Ja, hvala lepa. Ja, in Primorci, če je še kakšna karta prosta, ne, za jutri zvečer, pridite navijat. Navijanje je dovoljeno. Makej si šel, Radio Rus.